Marko Črnčec. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Sem moj prvi gost nove sezone, oddaje Proti etru Sprta dež. Povabila sem vas pa zato, ker je tukaj ta nov CD, neko omaž Mojmiru Sepetu, glasba, ki je zdaj na nek drug način izvajana in predstavljena. Mojmira Sepeta vsi poznamo po raznih naslovih popevk, veliko je tega pela Marjana Deržaj, tudi njena hčetina Mahkota me je upozorila na ta CD in to čudovito glasbo, ki se jo vsi veselimo, da se bodo zdaj izvajali promocijski koncerti, ne? In prvi je bil na vrsti 30. avgusta. Jaz vam seveda čestitam. Zakaj Mojmir Sepet? Kaj je to, kar vas izvablja, kar vas nagovarja ta njegova glasba? Kaj je to tisto? Kako boste vi kot glasbenik in kot jazzist to povedali? Nažalost, ta zgodba ni tako romantična, vprašanje ni zelo romantično. Pobuda je bila iz strani dveh gospodov, in sicer Robi Jamnika in Franca Horvata iz Ravn, ki delata festival slovenskega džeza, oziroma Jazz Ravne. Cikl in so po prvem koronskem valu, mislim, da 2020, septembra ali oktobra imeli festival slovenskega džeza, bil posvečen Mojmirju Sepetu. In sta me povabila na festival, če bi izvajal solo koncert, ampak da bi pač moglo biti povezavi z Mojmirjem. In takrat sem bil prvič dobil to idejo, zanimivo. Čeprav sem te komade že, te skladbe igral milijonkrat z vašim orkestrom, pa z drugimi big bandi in tudi z malimi zasedbami, s kakšnimi pevkami. Tako da mi je glasba bila zelo poznana, ampak takrat sem prvič prišel idejo, zakaj pa ne bi to mogoče se naredilo v drugačni preobleki, ne. Tisti koncert je bil zelo poseben, zato ker sem jaz takrat zbolel za korono in sem v bistvu nismo imeli časa vaditi. In smo šli direkt na koncert in jaz sem imel doma eno tako knjigo, Mojmirjevi skladb, ki sem jo prejel od Karmine Šilec. To je ena taka knjiga izdana njegovih skladb, ampak klavirskih izlečkov, zelo osnovno napisano. In jaz sem te čarte sprintal in vzel zraven in smo takrat tudi po koncerta bil solo, po koncertu pa je bil trio. In v tistem trio je igral tudi Kristjan Kranjčan, ki je na pločku, basist je bil Nikola Matošič, tukaj na CD-u je Josh Ginsburg. Sem to razdelil in smo na soundcheck je tonska proba. Smo igrali te komade, ampak smo rekli, tu bomo tak, tu bomo to, tu bomo to. In je v bistvu izpadlo zelo zanimivo, ne? Ker jaz mislim, da bo to samo enkratni nastop za njihov festival, ampak pomeni poslalo všeč in sem se odločil, zakaj ne bi to mogoče malo zložil, zaranžiral. Nisem preveč posegal po skladbah, ki so same po sebi čudovite in imajo čudovito melodijo in harmonijo. Gre za 9 skladb, ne? Za 9 skladb. Ampak začetek je bil to. Čist ni bila niti moja ideja, v bistvu njuna, ampak je iz tega nastal ta album. No, ampak meni se zdi neverjetno, da nove generacije na nov način interpretirajo neke slovenske skladatelje, bodi si klasične, bodi si zabavno glasbene ali pa jazz glasbo, ne. To se mi zdi super, da se to nekako prepleta, ne. Da ta preplet je neverjeten, ne, ki se dogaja iz generacije v generacijo, ne. Mislim, da je to skoraj nujno. Jaz prej nikako nisem, zdaj, ko sem moče malo starejše, gledam na te stvari drugače. Škoda se mi zdi, ker vse te skladbe nekako imajo ta okvir slovenska popevka in ta popevka, ta beseda se mi zdi, da ima neko konotacijo nekega, ne vem, zastarelega ali nekaj, ne vem. Ker recimo Američani imajo, ne vem, koliko poznate jazz kulturo, ampak v bistvu ponavadi se preigrava preko ljudi oziroma jazzovskih glasbeniki začnejo pisati svoje skladbe. Je kultura jazz standardov in to se pač preigravajo te melodije, ki so bile pisane za film, za Hollywood in za Broadway v 40., 50., 60. in so to v bistvu teme za harmonijo in to v bistvu jazzeri preigravajo. In to še danes je to še vedno najbolj poslušana in najbolj klasična oblika jazz glasbe, ne. In jaz sem prišel na idejo, zakaj pa ne bi v Sloveniji, ne. Zdaj imamo v bistvu jazz popevka je nekakšen naš Broadway, recimo, ni za to teater, ampak je bil vseeno, ne, popevka, big band, plesni orkester in je to nekako Broadway in toliko čudovitih komadov je napisanih strani Robežnika, Sepeta, Privška, vseh teh mojstrov. Ampak nekakšen San Remo, lahko tudi rečemo. Ja, saj to, no, ampak hočem povedati v tej povezavi, da ne rabi Poletna noč biti igrana samo na način lahko je kak drugače, ker je bila čudovita skladba. In se mi zdi to zelo pomembno, da na tak način opozarjamo tudi mlade generacije na te skladatelje, kot so Mojmir in to, ker so res mojstri. Kako ste se potem lotili samega dela, glede na to, da ste rekli, da ste se vsi usedli in začeli kar igrati? Je pri tem ostalo ali? Ne, ni. Takrat prvi koncert je bil malo bolj odprt. Jaz pač se rad obkrožim z ljudmi, ki so kreativni in glasbeniki, ki imajo odlično intuicijo in so odprti. Se ponavadi ne more kaj hudega zgoditi, tako da bilo je večina izvedb je bilo po mojem zelo fajn.
sem se vseeno odločil, da bi moče malo zaranžiral, da se vseeno malo bolj ve, da ni cel čas čisto odprto, da se samo neka melodija nakazuje, ampak da dejansko kot aranžma. Ampak iskreno povedano, mislim, da sem to vse naredil v par urah, v enem dnevu, ker sem hotel pustiti skladbe vseeno, kar se tiče melodije in harmonije, dokaj originalno, ker je itak že instrumentalni CD, ni vokala, že to je ljudem pol malo drugače. Popevka je pač bila specifičen stil, pa tudi takrat je bila, se mi zdi, drugačna eleganca, ne. Je bilo malo bolj, ni bilo toliko teh divjih, ni bilo toliko te elektronike, je bilo malo bolj elegantno in so vsi ti ritmi bili, se mi zdi, nekako v stilu bolera ali pa ne vem, čačaja, počasnega. In smo pač, če sem spremenil malo tempe, pa mogoče malo specifične groove, kot bi temu rekli. Zanima me glede na žanr, glede na to, da zdaj vi preigravate jazz, pa so te glasbe res tako na način, kot jih je pisal Mojmir Sepe, jazzovske? So, jaz verjamem, da so, ker so v bistvu, Mojmir Sepe je bil jazzovski instrumentač, odličen, in je tudi vsi vemo, da RTV orkester, big band, preigrava večino jazz, tudi sestava je narejena po ameriškem modelu jazz orkestra, Duke Ellingtona in tako naprej. Te pevke so imeli v tistih časih seveda pač drugačen zvok, ne toliko ameriški morda, ne, ampak sam aranžma pod pevci je zelo ameriški, ne, moče z pridihom ča-ča-ča ali pa bolera, kot sem prej rekel, ampak zelo harmonije so jazzovske, big bandi so to igrali, tako da če imaš ti big band, v bistvu moraš napisati nekako jazzovsko, drugače bo zvenelo kot bi temu rekli Slovenci, pleh muzika, ne. Kar pa ne zveni, ker je bolj sofisticirano. Te naše pevke pa moče imajo malo bolj ta italijanski, moče tudi germanski melos in zaradi tega izpade bolj pop. Dejansko je to jazzovsko, zato tudi pravim, da ko sem jaz aranžiral, nisem imel dosti dela, ker so harmonije postavljene zelo jazzovsko, melodija pa v jazzu itak jo igraš, kot jo igraš, ampak jo lahko interpretiraš, da če je hitrejši tempo, je pač malo hitreje. Ni to vezano na besedilo, recimo Med iskrenimi ljudmi je na albumu, ki je v originalu balada, nekakšna počasna bolero balada, ampak mi jo igramo zelo hitro. Sama melodija pa dolžine not so tako na široko, da bi se tudi, če v zelo hitrem tempu igraš, se takoj prepozna skladba. Ampak, če bi jo pa pel, pa ne bi mogel, ker ne moreš izgovarjati besed tako hitro in zveni malo čudno, ne. Tako da bi se samo v tem razlika v tempih. Drugače pa je Mojmir zelo sofisticiran in zahtevno postavil harmonije, ne. Tako tudi Jože Privšek in tudi vsi ostali, tudi Robežnik tudi, ne. No, zanimivo, ne, Mojmir ni tega doživel, ne, da boste vi ponesli to njegovo glasbo dejansko okrog planeta, ne, ker vi vendarle delujete planetarno, ne, ste razpeti med Slovenijo in New Yorkom in jazz pa sploh se posod igra, ne. Ja, se strinjam, meni je tudi to žal, zato, ker je naslov albuma Without Words, hotel sem ga dati brez besed, ampak tako ste sami rekli, jaz ogromno koncertiram po tujini, skoraj več, kar se tiče jazza. Se mi zdi škoda, da če bi dal brez besed, noben ne razume in zato tudi mogoče eni ljudje ne kupijo CD-jo, jih ne pritegne tok. No, tudi na prvi strani CD-ja je tudi vaš priimek, ne, napisan, da ga lahko Američani oziroma Angleži ali pa tujci sploh preberejo, ne. Črnčec, kar je zelo težko, ne. Zelo težko, tudi za Slovence. CHETZ, ne, tako da ja, se vem, včasih je malo nehvaležno, ne? Pa eni mi pravijo, kaj nisi ponosen na svoje ime, pa vse sem ponosen na svoje ime, pa zato sem ga tudi obdržal, ampak ga pač drugače napišem, da lahko dejansko germanski jeziki oziroma tudi Američani, Angleži sploh izgovorijo. Ko sem živel v New Yorku dolga leta, ljudje, ko vidijo se že tako vstrašijo besede, da nočejo poskusiti izgovoriti. Točno to, kar ste rekli, je moja želja, da bi ljudje od drugot slišali te skladbe in da bi v bistvu prepoznali, da tudi so to nekakšni jazz standardi, ne, ampak pač slovenski. No, to je prvi tak slovenski avtor, je še kak, ki ga boste obdelali v prihodnje, ste razmišljali že o tem? Bom videl, ne vem, to je zdaj en taki projekt, morda. Tako da mogoče sigurno imam pa idejo, imam željo narediti mogoče tako pravim, da so ti jazz standardi ameriški, kako vsi študenti jazz glasbe po svetu uporabljajo literaturo, kako se učijo, so tako imenovani reelbooki, kjer so not skladbe in sicer melodija in nad njimi akordi, ne. In se te skladbe jemljajo kot nek template za improvizacijo. In jaz v bistvu imam željo, da bi naredil slovenski reelbook, da bi vse te skladbe teh slovenskih skladateljev napisal in donoti, da se moče to izvaja. To bi bilo po mojem zelo dobro. V smislu glasbe pa ne vem, če bom zdaj bližji prihodnosti še koga drugega, se mi zdi, da je. No, ker meni se zdi ena taka primerjava, ne vem, prevod Draga Jančarja v angleščino ali pa Mojmira Sepeta z glasbo v neko novo interpretacijo, nek nov žanr. Potem gre v sred, ne? Ja, seveda. Meni se zdi to super ideja in jaz
bi bila vesela, če bi se tudi lotili Privška. Ne vem, Privšek je meni izjemen, en najboljših. Pa sem imel tudi idejo, da bi morda različne, da bi se Petra Robežnika in Privška, ampak dejansko sem najdel 10 tak dobrih Petovih skladb, več jih ne rabim. Mislim, ki so meni res bile pri srcu in so bile dovolj sofisticirane, ker vseeno moramo priznati, ene skladbe so bile vseeno narejene malo za radio, za slovensko publiko, imajo malo več te habsburške polke in tega in tako naprej. Lahko tudi prearanžiraš jazz, ampak mogoče malo preveč že ta melost. Ta je pa svetovljanski zelo, mislim, vseh teh 10 skladb ali 9, koliko jih je tu, pa še bi jih najdli, že samo od Cepeta, ne. Ker Privšek je pa vseeno, on je pa bil povabljen na Berkeley, da bi bil tam profesor v Bostonu in njega so poznali kot jazzera. Jaz pa ko sem ugotovil, da imam Cepetov teh skladb, sem prav hotel, da je nekdo, ki ga v tujini ne poznajo. Ker Privška dosti ljudi, tudi v New Yorku, ko smo se pogovarjali z glasbeniki, ga poznajo, ker je bil vseeno zelo spoštovan aranžer. Mojmir Cepet pa mislim, da ne, da v bistvu bolj kot ta slovenski radijski, ne. Marko Črnčec, kako vas ne zdaj predstavim, kamorkoli pogledam na splet ali kam drugam, piše multiinstrumentalist, pianist, skladatelj, aranžer, producent, predavatelj, ne. Vi ste Mariborčan, študirali ste najprej v Ljubljani, potem v Gradcu? Ne, samo v Gradcu, v Ljubljani nisem študiral, sem bil na srednji v Mariboru, pa v Gradcu. Srednji glasbeni v Mariboru in potem seveda bližina Gradca. In potem zdaj pa poučujete v Celovcu, ne? Ko sem se vrnil z New Yorka, ker sem v New Yorku živel do 2020, je zelo prikladno bila ta audicija v Celovcu in sem šel delat. Koliko časa ste bil v New Yorku? 6 let. 6 let. Pa to je to? To je to. Mislim, sem že prej tudi malo hodil, ko sem končal faks, ampak sem živel tukaj, 27. leta. Zdaj vi poučujete jazz na Akademiji za glasbo Ljubljana, ste kot profesor jazz klavirja, ne? Ampak včasih tega ni bilo, ne? So res dejansko šli fantje, dekleta nekam drugam študirati? Ja, to je v bistvu prvo leto. Drugače je bilo prej, ko sem jaz, to je bil 2005, sem jaz začel študirati v Gradcu. Vsi so šli v Gradc, mogoče, ki je imel finančno zaledje, mogoče enih par je šlo v New York, pa so bili dovolj drzni, recimo Matej Hotko, Igor Lumper, so šli študirati v New York. Drugače pa ponavadi bolj Gradc, Rotterdam, to so šli bolj Dolenci, Lovro Raubar, Erik Marenče, Janez Gabrič, oni vem, da so šli takrat gor, ampak oni so še malo starejši od mene, no. Ampak ta moja generacija, vse je bilo bolj na Gradc naravnano in Celovec, tako da, ampak to so bili 2005, zveni, kot da ni tako dolgo nazaj, ampak je v bistvu ni bilo še takrat toliko tega YouTubea, socialnih medijev ni bilo, telefoni so že bili, ampak je to bilo, mislim, mobiteli, ampak je bilo bolj tak, meni je bilo, ko sem šel v Gradc, kot da grem na Mars. Medtem ko da nas mladi, če ne grejo vsaj do Londona, jim je že sram povedati. Malo se zabavam, ampak hočem povedati, svet se je v bistvu zelo odprl za možnosti je ogromno. Kaj vam je dal New York? New York mi je dal ogromno. Najprej seveda ni lahko, ne, ker jaz nisem šel tja študirati, sem šel samo tja igrati, ker sem imel pa prijateljev, ki sem z njimi igral, ko so prišli v Evropo in sem z njimi igral kot sideman. Tudi posnel sem eno ploščo v New Yorku že prej, ko sem hodil sem pa tja in so mi rekli, pridi že v New York in jaz sem že bil prej tja, ampak sem bil, grem pa tja, ne, ker mi je bilo dovolj Slovenije, igral sem dosti pop. Seveda na začetku ni lahko, ne, ker pač prideš tja v neskončen bazen talenta in glasbenega in literarnega in čez 3 leta, ko ti vidiš, ne, koliko je ljudi dejansko posebnih, ne, odprtih, ker se veste, si v malih kokonih je vedno nekdo talentiran, pa neki v nečem dober in glega, on je pa res, ne, in pol, če si v nekim malem kokonu ostaneš, pač lahko na tem živiš do konca življenja, pač si nekaj posebnega in si te tretirajo kot to in to. In ene to uniči, ne, ker pač imajo neke okvire in se ne morejo teh okvirov znebiti. Meni je pa v bistvu čez en čas odprlo, ker sem v bistvu dojel, da je neko to neobremenjenost, da ti v bistvu ne rabiš dobenemu nič dokazati. Tudi sebi, ne. Tudi če ti zdaj nehaš vsem delati, kar delaš, še bo vedno tisoče drugih. Če ti hočeš to v bistvu delati, moraš delati to, ker hočeš to delati, pa ker imaš to rad. Tako to mi je prvo, kar mi je dalo. Drugo pa je ta socialna stvar Amerike. Vsi vemo, da še vseeno tukaj živimo čudovito življenje, ne. Smo tako blizu, imamo svoje družine blizu, prijatelje. V Ameriki to ni se tako samo umevno, mislim za ene ja, za ene ne, ampak v New Yorku je vseeno, ljudje se preselijo iz celega sveta tja in njim ni lahko, eni tudi nimajo izbire iti domov, eni nimajo izbire karkoli, ne. Ko sem prišel domov, cenim ene stvari, bolj kot sem jih včasih, manj, da sem kritičen do enih stvari. Seveda sem do enih bolj kritičen, ampak generalno
do teh socialnih vezi in kakšne možnosti imamo kot glasbeniki in umetniki, je treba biti vseeno kar optimističen. No. Tako da te dve stvari mi je zelo spremenilo. No. Kako pa je pri vas nastala ta ljubezen do džeza? Vi ste začeli, berem nekje kot deček, zelo mlad s harmoniko, ne? In ste navduševali vse, že takrat ste kazali svoj talent in vaš način igranja, ki vas je kot otroka, ne samo zabava, ampak ste čutili, ne, da vam nekaj da ta glasba in ste bili zelo privrženi. In potem pa seveda ta harmonika, pa klavir, pa še vmes marsikaj, ne? In potem cek. Ja. Na jazz glasbeno šolo. Mene bolj zanima ta prehod, ne, oziroma to kot otrok. Kaj ste poslušali? Ste imeli koga v družini ali v bližini, ki vas je navduševal? Ponovadi, ko gledam, pa ne se ne jazz, v Sloveniji moče ne to, v tujini jazzeri vsi imajo ja, moj ata, tako tudi vi pravite. Moj oče pa poslušal jazz, imam te ploče. Pri nas zelo smešno, jaz sem poslušal, sploh ne hoče pogovoriti, kaj sem poslušal do 15. leta, ker sem pač z ruralnega območja iz podeželja, kar je super, ampak moja starša sta plesala folklor, jaz sem igral narodno zabavno glasbo in tudi igral sem te poroke od malega, že od 6. leta dalje in Abrahame in tako naprej, tako da sem odraščal s tem. Eni bi rekli goveja glasba, meni je top, meni je to ogromno dalo in zdaj to malo smešno zveni, ne? Ampak spet Mojmir in Avsenik in vsi ti ljudje, ne? Oni so zelo bili povezani z ameriško in ne vem, verjetno so tudi študirali za Avsenika, vem, da je Vilko potoval ogromno in je nabral ogromno znanja, ne? In v bistvu te skladbe, tudi Avsenikove, so zelo jazzovske, ne? Čeprav zvenijo zelo po naše, ker je pač zasedba drugačna, ampak tudi zasedba je v bistvu ful podobna Louis Armstrong Hot 5, ne? Samo da je pač, tam je bila tuba, tu je pač bariton, tam je bil, ne vem, banjo namesto kitare, skoraj podobno, zato pa je meni verjetno podzavesti, ker sem pač igral harmoniko, pa sem igral narodno zabavno glasbo, malo tega ostalo, ne? Ker sem potem v bistvu ugotovil, ko sem šel jazz, da je ogromno podobnosti v harmoniji, mi temu rečemo voicingu, kako vojsaš harmonije in tako naprej. To je ta prestop bil kar naenkrat v srednji šoli, ko sem prišel v Maribor iz Jurijskega dola in je bil en dijak, ki je bil v drugem letniku, ko sem bil prvem in mi smo si na srednji šoli vedno med odmori igrali na klaviri in peli neke te pop pesmice pa to in on je prišel in je zagral neko blues lestico. Sem tak mal in mi je bilo prav, ko pa to in potem sem se začel družiti s to ekipo ljudi in sem ful teh albumov, bi sicer ne toliko jazzovski, v bistvu bolj fusion, kot bi temu rekli. Noben mi ni pokazal, nobenega profesora, da bi mi kdo starši, jaz sploh nisem slišal doben jazz skladbe do 15. leta nikdar. Moče filmo, podzavestno pa sploh ne bi vedel, ne. Ampak nikdar, jaz sem v bistvu poslušal totalno komercialno, narodno zabavno glasbo, če si dam kaj koma gor mi je groza, ampak po drugi strani tudi ne, ker je del mene, se vseeno. Do 15. leta sploh nisem slišal dobene jazzovske, oziroma sploh z jazzom povezane skladbe oziroma glasbe, tako da to je kar naenkrat šlo in po zelo hitro, 2 letih. Kaj pa zdaj ti študenti oziroma dijaki, tisti, ki jim vi poučujete, kaj opažate, kdo so te generacije, ne? Za Celovec, to je Gustava Mahlera, ne, privatna univerza. Tam je tudi nekaj slovenskih študentov, ne? Jih je? Mislim, v bistvu jih je vedno bilo, no. Tudi moja generacija, zdaj pa so tudi bili moje, ki so že nekako malo bilo smešno, ker tudi, se pravim, sem starejši, ampak sem še sam tudi mlad. So tudi v bistvu nekako moji prijatelji, so bili moji študenti, tako recimo Žiga Smrdel, verjetno ga poznate, ker sta v bistvu brata Smrdel, Žiga in Peter Smrdel, odlična glasbenika, Grega Skaza, smešno tudi sta bila študenta magisterija, dva inštrumentač Tomaž Gajšt in Nina Strnad, zelo znana pevka. In ogromno Zala Smolnikar, se rad opravičiti, če še koga pozabim, ja, Klara Vetršek. Mladi glasbeniki, ki prihajajo, delajo za svoje projekte, imajo svoje stvari, so odlični. Sem bil zelo vesel in tudi počaščen, da sem lahko z njimi delal. Sem zagovornik tega, da si delimo znanje kakorkoli, ali je to na pijači, ali je to v učilnici. Ja, pa še tole sem zasledila, mednarodna največja glasbena revija All About Jazz je vaš album Devotion, ne? To je bilo leta 2014, uvrstila med 20 najboljših jazzovskih albumov na svetu. To pa je priznanje, ne? Je kar, ja. Mislim, najboljših, to je v bistvu, All About Jazz je ena publikacija, ja, in je v bistvu, mislim, da enih par kritikov in ta kritik Mark Kelly je uvrstil kot najboljši, ampak ki ti najbolj zbudijo oči, ne? Zdaj pa verjetno zato, ker me doben ne pozna, že me ni takrat poznal, to je bil moj 3. album, ampak je bil res dobro sprejet in stroke in publike,
ga je uvrstil med vse te zvezde, kar je bila meni ogromna čast, ja, in je ziher pomagal tudi pri prepoznavnosti. Ampak verjetno še je tudi kakih 20 drugih, ki bi si zaslužili, ampak ja, zelo mi je dosti pomembno. Pa tukaj tudi piše, da ste 4 leta bili član zasedbe odličnega ameriškega jazz kitarista Jonathana Kreisberga, ne? Sem še. A ste še? Ja, to je v bistvu 2020 in zdaj. Tik preden sem se nazaj preselil, to je bil v bistvu januar 2020, smo šli na prvo turnejo na Japonsko in Tajvan in od takrat naprej igram z njim skozi. Imamo 4 turneje recimo na leto, no. Ste nenehno v kontaktih, ne? Na vse strani še vedno razpeti, ne? Ni samo Celovec, Ljubljana, Maribor ali pa New York ali pa tako. Kako človek začuti, da lahko nekaj, kar improvizira, ne? Mislim, nekaj je, kar se naučiš, ne? Nek študij obstaja. Vse vem, da obstajajo tudi določen način, kako se to izvaja, ampak vendarle, kdaj ste začutili, da imate to res v sebi in da igrate, ne? In že ko sem bil mali, ko sem začel igrati harmoniko in se spomnim, zdaj mi je, ko sem malo starejši, dejansko razmišljam, da ko sem se učil, recimo v osnovni šoli, jaz se nisem mogel samo učiti, jaz sem se dal gor, da sem se učil na klavir in sem zraven igral, da sem delal dvojno stvar naenkrat. Tako da bi se to sem verjetno že imel od malega, ampak kar se pa tiče improvizacije, pa to zelo, se pravi, jaz sem najprej igral to narodno zabavno, pod klasiko in v bistvu to je tako pogovor, ne, oziroma jezik. Ti v bistvu zbiraš vsa ta orodja, igraš tok teh glasb, dejansko si izbereš ta vokabular, ki ga lahko uporabljaš, tako da mi da uporabljava besede. Je pa tudi ena spiritualna konoteta zraven, ki je vseeno, moraš imeti malo odprte kanale za te stvari in moraš biti tudi odprt, da se ne bojiš. Za eni imajo bolj, eni imajo manj. Ta svobodna improvizacija, ne? Eni pač pravijo, lahko tudi samo igraš karkoli, ne? Če igraš smisla te harmonije, nekih šablon, moraš upoštevati neka pravila in se tega držati in poznati tega improvizirati. Je pa to definitivno ena stvar, ki je ne dela vsak in eni smo moče bolj odprti za to, eni za druge stvari, tako isto kot šport, eni to, eni drugo. Ampak ja, se spomnim, da sem že kot zelo majhen deček, ko sem igral, sem si izmišljal svoje pesmi ali pa nekarkoli v taki primitivni obliki. No. Marko Črnčec, hvala za CD, z veseljem ga bom poslušala. Hvala in lep večer vam želim še naprej. Hvala za povabilo in hvala tudi vam.